Zdaj k vojni med Rusijo in Ukrajino. Zunanji ministri Evropske unije se sestajajo na Cipru, da bi razpravljali o tem, kako pristopiti k morebitnim prihodnjim pogovorom z Rusijo, saj Ukrajina poziva Evropo naj nastopi kot posrednik, zdaj ko so ZDA osredotočene na Iran. Pričakuje se, da bodo evropski ministri razpravljali o predpogojih za morebitne pogovore in o tem, kakšen bi bil cilj Evrope, če bi se Unija odločila vstopiti v pogajanja. Kremelj je nedavno sporočil, da je ruski predsednik Putin odprt za pogajanja z Evropo, medtem ko ukrajinski predsednik Zelenski javno poziva Evropo naj postane del diplomatskega procesa. Medtem pa v nekaterih evropskih prestolnicah narašča strah, da bi se vojna lahko razširila onkraj Ukrajine in da bi se Putin lahko odločil za širitev konflikta. V zadnjem času je Rusija izrekla grožnje nekaterim baltskim državam, grozila z bombardiranjem centrov odločanja v Latviji in obtožila državo, da gosti ukrajinske operaterje dronov. Prejšnji teden so se v Litvi oglasile sirene za zračni napad, potem ko so domnevni ruski droni pristopili k Belorusiji. Zdaj vodja ruske zunanje obveščevalne službe SVR obrača zgodbo in obtožuje vojaško zvezo NATO, da se pripravlja na obsežen konflikt na vzhodu. Z nami je upokojeni general-podpolkovnik Ben Hodges, nekdanji poveljnik ameriške vojske v Evropi, ki se nam oglaša iz Frankfurta. General Hodges, evropski uradniki so morda zaskrbljeni, toda ali gre za resnično grožnjo strani Rusije? Že zdaj preizkušajo odločnost NATO s preleti letal. Ampak še bolj stopnjujejo, tvegajo dejansko zaostritev z državami NATO. Si lahko Rusija to sploh privošči v tej fazi vojne? Nikoli. Mislim, da Rusija poskuša prestrašiti evropske države, da bi odvrnila njihovo podporo Ukrajini. Materialna podpora, pa tudi diplomatska in tehnična podpora, to so stvari, za katere bi Rusija rada, da jih Evropa preneha zagotavljati. A Evropejci razumejo, da jim bo Rusija vedno grozila. In prav tako razumejo, da je najboljši način, da se zaščitijo pred ruskim napadom ta, da Ukrajina uspešno premaga Rusijo. Zato mislim, da jih ti zadnji ruski grožnji ne bodo prestrašili ali odvrnili. Da bi razpravljali o morebitni diplomatski vlogi, ko gre za vojno. Kaj se je pravzaprav spremenilo v tem trenutku? Imeli smo srečanje zunanjih ministrov na Cipru, kjer so razpravljali, ali se želijo vključiti, kakšne bi lahko bile te rdeče črte, ampak zakaj prav zdaj? Zakaj prihajajo za to pogajalsko mizo ali sploh razpravljajo o tem, da bi prišli za pogajalsko mizo? Mislim, da je del razloga seveda v tem, da so prepoznali, da so Združene države se od tega umaknile. Mislim, državni sekretar Rubio je pred kratkim rekel, da če kdo drug želi prevzeti to, naj kar vzame. Torej, popolna opustitev vodstva strani te ameriške administracije in ponovno Evropejci razumejo, da je v njihovem lastnem interesu, da pomagajo doseči uspešen konec te vojne, kjer Ukrajina premaga Rusijo. Iskreno povedano, nikoli nisem razumel, zakaj Evropejci niso bili vključeni. In to na pomembnejši način v dosedanjih diplomatskih prizadevanjih. Ker je bilo jasno, da je bil pristop Trumpove administracije zelo naklonjen, ali pa je zavzemal rusko stališče, recimo, kar ne bi bil dober izid za Evropo. Tako je to prava odločitev evropskih voditeljev, da prevzamejo pobudo in vodijo pogajanja, saj bodo morali živeti s posledicami. Pravite, da ni nujno resnične grožnje, da bi Rusija vstopila in napadla katero od teh držav NATO, ampak kaj pa drugje v Evropi? Ni članica NATO, ni članica EU, dejansko jo je Rusija že napadla v začetku 2000-ih, govorim o Gruziji. Bi lahko bila Gruzija naslednja tarča, saj mnogi analitiki menijo, da bi bila to nizko tvegana poteza Putina, ki bi lahko pokazala nekaj moči Kremlja v času, ko jo potrebuje. No, to je odlično vprašanje, ampak v resnici so Rusi, če za trenutek stopite korak nazaj, Rusi so dejansko v vojni z Evropo in ostalimi svojimi sosedi. Mislim, da oni tega ne dojemajo nujno kot kinetično vojno, ampak uporabljajo vse, od groženj do vohunjenja, sabotaže, dezinformacij in groženj z uporabo jedrskega orožja, da ustrahujejo svoje sosede. Kršitve zračnega prostora z droni, uničevanje podmorskih kablov in cevovodov. To so stvari, ki jih počnejo proti srednji in zahodni Evropi že zadnjih nekaj let
In dokler države ne ugotovijo, kako se upreti in povzročiti posledice za Kremelj, se bo to nadaljevalo. Mislim, da je mogoče, da bi se lahko obrnili proti Gruziji. Ampak, če sem iskren, že imajo prijateljsko vlado na oblasti stranko Gruzijske sanje, ki je vladajoča stranka v Gruziji. Tako da ne vem, kakšna bi bila korist uporabe dodatne sile tam. Že zdaj zasedajo 20% Gruzije, tako da ne vem, kako verjetno je to. No, rekli ste, da morajo evropske države poslati močnejše sporočilo Rusiji. Kaj bi to lahko bilo? In na tej točki, ali mora to vključevati tudi neko vojaško sporočilo, če pogajanja ne bodo delovala? No, nekaj stvari bi bilo na vrhu mojega seznama. Prva stvar, kot politiko jasno povedati, da je to strateški cilj, ki si ga Evropa želi. Da lahko Ukrajina ponovno vzpostavi svoje meje na mednarodno dogovorjene meje iz leta 1991, torej na suvereno ozemlje Ukrajine. Naj bo to politika oziroma strategija, na to pa lahko oblikujete politike, ki bodo Ukrajini pomagale to doseči. Drugič, prenehajte dovoljevati tem nezakonitim ruskim ladjam iz senčne flote, ki prevažajo sankcionirano nafto skozi Baltsko morje. Ustavite to, ustavite to. Ta nafta gre na Kitajsko in v Indijo, Turčijo ter nekatere druge države in prav ta denar financira rusko vojno proti Ukrajini. Večina gre skozi Baltsko morje, nekaj pa tudi skozi Črno morje. To je nekaj, kar bi imelo takojšen vpliv na rusko sposobnost nadaljevanja vojne. V redu, upokojeni generalpodpolkovnik Ben Hodges. Hvala, da ste se nam pridružili na i24 News English in z nami razpravljali o tej temi. Hvala za to čast. Ruski predsednik Vladimir Putin je bil danes v Astani na pogovorih s kazahstanskim predsednikom Kasimom Žomartom Tokajevim, medtem ko so letala med sprejemno slovesnostjo celo narisala rusko zastavo čez nebo. A glavna novica je energija. Rusija in Kazahstan sta podpisala sporazum o izgradnji prve jedrske elektrarne v Kazahstanu, blizu jezera Balhaš. Kazahstan je že zdaj največji proizvajalec urana na svetu, vendar o jedrski energiji razpravlja že desetletja, še posebej zaradi boleče zgodovine s sovjetskimi jedrskimi poskusi. Medtem ko naj bi projekt stal okoli 15 milijard dolarjev, naj bi Rusija po poročilih financirala približno 85% prek izvoznega kredita. Kazahstan zdaj pravi, da želi do leta 2035 doseči 2,4 gigavata jedrske zmogljivosti.